Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, lepo pozdravljeni na redni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Danes so z nami državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, gospa Alenka Forte, profesor dr. Darko Černe, predstojnik Kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo v ljubljanskem UKC in pa profesor dr. Simon Podnar, direktor nevrološke klinice, prav tako iz UKC Ljubljana. Vse tri goste lepo pozdravljam. Novinarsko konferenco, kot običajno, tudi danes začenjamo z včerajšnjimi epidemiološkimi podatki. Včeraj je bilo upravljenih 1274 PCR testov in 9127 hitrih antigenskih testov. S PCR testiranji je bilo potrjenih 244 novih okužb. O tem velja poudariti, da se od sobote dalje vsi pozitivni hitri testi dodatno preverjajo še s PCR testi. Poglejmo si tabelo, ki prikazuje število opravljenih PCR testov in število opravljenih hitrih antigenskih testov. Kot sem povedala, včeraj je bilo število pozitivnih okužb 244, to pomeni, da je delež pozitivnih PCR testov znašal 19,2%, dan predtem je bil ta delež nekoliko nižji, znašal je 17,8%, število pozitivnih PCR testov pa je bilo v soboto, se pravi podatek je bil včeraj objavljen, 329. Poglejmo še kot običajno dva grafa. In sicer prvi prikazuje 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev, Slovenija po statističnih regijah. 14-dnevna incidenca na ravni Slovenije trenutno znaša 609,7, se pravi skoraj 610. Zanimivo pri tem grafu je, da je regija, ki ima trenutno najslabšo 14-dnevno incidenco, obalna Kraška. To je posledica vnovičnega izbruha okužb, o katerem smo poročali tako v sredo, kot tudi v četrtek in v petek. Obalno-kraška regija ima tako incidenco, ki znaša 728, potem pa sledijo še Primorsko-notranjska, Posavska in jugovzhodna Slovenija kot regije, ki imajo najslabšo 14-dnevno incidenco. Na spodnjem delu grafa pa vidimo, da Zasavska, Savinjska, Podravska, Goriška in Pomurska regija ostajajo regije z najboljšo 14-dnevno incidenco, ki je nižja od incidence na ravni države. Naslednji graf pa prikazuje 7-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev. Na ravni države 7-dnevna incidenca znaša 273,9, se pravi skoraj 274. Tudi na tem grafu je razvidno, da je obalno-kraška regija tista regija, ki ima najvišjo 7-dnevno incidenco, znaša 342. Najnižjo 7-dnevno incidenco pa imajo, kot je razvidno iz grafa, Savinjska, Zasavska in pa Goriška regija. V skladu z načrtom sproščanja se nahajamo v oranžni fazi. Načrt sproščanja bo sedaj viden tudi na vaših zaslonih. V skladu z odločitvijo vlade, ki je bila sprejeta prejšnjo sredo, se zato danes odpirajo oziroma so se zjutraj že odprle vse trgovine. Vnovič je dovoljeno prosto gibanje po vsej državi. V šole so se vrnili vsi osnovnošolci in zaključniki srednjih šol ali v zahodnem delu države, namreč za vse učence in dijake vzhodne Slovenije se danes začenjajo zimske počitnice. Poglejmo še naslednjo sliko. 7-dnevno povprečno število okužb po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 822. Včeraj je znašalo 823, v soboto 846. Število oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi COVID-19, se še naprej počasi znižuje. Danes zdravniško pomoč potrebuje 738 COVID pacientov. Kot je razvidno iz slike, ki je na vaših zaslonih, sta oba pogoja za oranžno fazo izpolnjena. Slika pa prikazuje tudi oba kriterija za prehod v naslednjo fazo, to je v rumeno fazo. Ta predvideva, da mora biti povprečno število okužb v 7 dneh nižje od 600, število hospitaliziranih pa mora pasti pod 500. Kot sem povedala, število COVID pacientov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, še naprej počasi upada. Bolnišnično oskrbo danes potrebujeta 2 pacienta manj kot včeraj in 1 pacient manj kot v soboto, ter kar 51 manj kot v petek. Skupaj, kot že rečeno, 738 pacientov. Na intenzivni negi se danes zdravi 135 pacientov, 4 manj kot včeraj, oziroma 19 manj, kot smo poročali na petkovi novinarski konferenci. Skupaj pa je bilo sicer včeraj v bolnišnice sprejetih 42 pacientov, v soboto še 44.
V nedeljo je bilo skupaj odpuščenih 34 pacientov, še 31 pa jih je bilo odpuščenih v soboto. V naši največji bolnišnici, v ljubljanskem UKC, se danes zdravi 241 COVID pacientov, od tega 38 na intenzivni terapiji. Tudi včeraj smo žal ponovno imeli smrti. Umrlo je 11 oseb. Vsem svojcem in bližnjim izrekam iskreno sožalje ob njihovih izgubi. Poglejmo še grafični prikaz podatkov v naših bolnišnicah. Prvi graf prikazuje število sprejetih, odpuščenih in število umrlih zaradi COVID-19. Ker je bil vikend, so številke nižje, kot so bile tekom tedna. Sprejemi so bili v nedeljo in soboto približno na enaki ravni, približno enako število oseb je bilo tudi odpuščenih iz bolnišnic kot običajno. Več odpusta pričakujemo ponovno jutri. Naslednja tabela pa prikazuje numerični prikaz podatkov. Tako na navadnih oddelkih se zdravijo 603 pacienti, na intenzivni negi 135, skupaj pa je v bolnišnicah zaradi COVID-19 hospitaliziranih 738 pacientov. S tem je zaključen pregled vseh epidemioloških podatkov. K besedi zato sedaj vabim našo prvo gostjo, gospo Alenko Forte, državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje. Izvolite. Hvala lepa. Lep dober dan vsem, ki ste danes tu in ki spremljate novinarsko konferenco. Torej, na podlagi izboljšanja epidemiološke situacije in v skladu z odločitvijo vlade, da na podlagi prehoda iz rdeče v oranžno fazo sprosti nekatere ukrepe, danes znova, kot že rečeno, odpirajo vrata osnovne šole za vse učence in dijake zaključnih letnikov, za vse trgovine in številne storitvene dejavnosti. Čeprav to dejstvo vse navdaja z optimizmom, da bo epidemije kmalu konec, nas do tja čaka še kar nekaj tednov, mogoče celo mesecev. Zavedati se je namreč potrebno, da sprostitev ukrepov ne pomeni, da nam ni potrebno spoštovati vseh preventivnih ukrepov, ki jih ves čas poudarjamo, ker le tako lahko zajezimo širjenje virusa. Nasprotno, torej, ko sproščamo ukrepe, je pomembno, da se vračajo učenci v osnovne šole, da je dovoljeno, da se zbira do 10 ljudi, da se odpirajo trgovine. Moramo se ozavestiti, da vsi ukrepi, ki so neprestano ponavljani že od marca lanskega leta, da jih je potrebno nujno in dosledno izvajati. Le tako nam bo uspelo, da se bo število okuženih in število hospitaliziranih še nadalje zmanjševalo, kar nam bo omogočilo nadaljnje sproščanje ukrepov in vrnitev v normalno življenje. Zato še enkrat poziv k doslednemu spoštovanju ukrepov. Torej, če kažemo bolezenske znake, kot so recimo nahod, slabo počutje, bolečino v mišicah, povišana temperatura ali kašelj, ostanemo doma, pokličemo osebnega zdravnika in se z njim posvetujemo ter upoštevamo njegova navodila. Sedaj prihaja čas povečanega pojavljanja tudi ostalih okužb dihal, zato je zelo pomembno, da se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko ljudi. Vse zaprte prostore je potrebno redno in izdatno zračiti. Prezračevanje je namreč eden ključnih ukrepov pri omejevanju širjenja novega koronavirusa. S pravilnim prezračevanjem iz zaprtega prostora, v katerem je več ljudi, učinkovito odvajamo izdihani zrak, v katerem lahko prisotni novi virus nato se razreči in se sprosti v prosto naravo. Izogibamo se telesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. Tudi sicer pri srečevanju z drugimi upoštevamo pravilo fizične razdalje ter upoštevamo priporočeno varnostno razdaljo 1,5 metra do 2 metra, torej bolje 2 metra. Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo. V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužujemo z namenskim razkužilom za roke. Ne smemo se dotikati obraza, oči in ust, če imamo nečiste, neumite roke. Potrebno je tudi, vkolikor smo prehlajeni, da seveda upoštevamo to higieno kašlja, ki je bila prav tako mnogokrat že ponovljena, in tudi, če uporabljamo robček, da slednjega zavržemo v odpadke in si roke takoj na to temeljito razkužimo oziroma umijemo.
Pri maski je vedno potrebno upoštevati, da masko rokujemo samo na teh gumicah. Vedno, ko jo umikamo, držimo za te gumice. Nikoli ne prijemamo. Če moramo masko odstraniti, je damo na primerno mesto, kot je na primer na roko, da ne leži nekje na površinah, ki mogoče niso čiste. Zelo je pomembno, da ko vstopamo v teh dneh v trgovine ali iz nje, da si vedno temeljito razkužimo roke. Pomembno je, da v vrsti, ko stojimo pred blagajno, dejansko držimo razdaljo 2 metrov in vsi trgovci so se potrudili in so naredili markacije na tleh. Te niso kar tako, te so zelo pomembne. Torej, večkrat na dan prezračimo prostore, še posebej, če je v njih več ljudi iz različnih gospodinjstev. Kar pa ni nepomembno, tudi bodimo redno telesno aktivni na svežem zraku. Tudi prehrana je pomembna, zato bodimo pozorni, da zaužijemo zadosti vitaminov. Med ukrepi, ki iz vidika epidemiološke stroke pomenijo pomoč pri zajezitvi širjenja okužbe z virusom COVID-19, je tudi hitro testiranje. Na Ministrstvu za zdravje se zavedamo, da bo hitro testiranje v naslednjih dneh izjemen organizacijski in logistični razlogaj za celoten slovenski zdravstveni sistem. Dodatne napore pa bo predstavljalo tudi za vse zaposlene, ki se bodo tega testiranja udeležili. Zato se že vnaprej iskreno zahvaljujem vsem, ki ste potrpežljivi in solidarni. Hitro testiranje poskušamo organizirati na način, da bo potekalo kar najbolj optimalno, brez zapletov, hitro, čim bolj mirno, v okolju in okoliščinah, ki zagotavljajo varno in zdravo okolje. Prejšnji teden smo tako sprejeli nekaj sprememb, ki bodo omogočale določenim osebam, da jim tega hitrega antigenskega testiranja ni potrebno izvajati. Tako se ni potrebno testirati osebam, ki so bile že 2-krat cepljene, pri čemer pa je seveda potrebno upoštevati, katero cepivo je bilo uporabljeno. Torej, velja, da je oseba pravilno cepljena, če je prejela 2 odmerka, od tipa cepiva pa je odvisno, kdaj dosežemo raven protiteles. Torej, za BioNTech Pfizer velja, da smo nekje že zelo dobro zaščiteni po 7 dneh, pri cepivu Moderna po 14 dneh in pri AstraZeneca po 21 dneh. Osebam, ki so že prebolele COVID-19, pri čemer mora imeti potrdilo o pozitivnem rezultatu hitrega antigenskega testa ali PCR testa, ki ni starejši od 21 dni, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od 6 mesecev. Osebam, ki so že prebolele COVID, pri čemer mora imeti potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev. Na ministrstvu iščemo rešitev, kako omogočiti, da bo izdaja potrdila čim prejšnja in je zastonj. Pomembno je, da imamo pri sebi seveda verodostojne podatke. Rezultate testiranja od sredine decembra, tako za hitre antigenske kot PCR teste, lahko imetniki kateregakoli digitalnega potrdila, in takih je v Sloveniji že do skoraj polovica prebivalcev, da si pač s tem digitalnim potrdilom natisnejo to potrdilo tudi iz portala zVem pod zavihkom e-dokumenti, kjer najdejo povzetek testiranj in mikrobioloških testiranj za sebe. Vlogo lahko tudi brezplačno naslovimo še danes, za cigenco naredimo pač povpraševanje na upravni enoti in vse osebe starejše od 15 let pri predložitvi osebne izkaznice lahko dobijo pač informacijo, kako čim prej pridobijo to digitalno potrdilo. Naprošamo vas, da se v čim večjem številu poslužujete tega potrdila ter tako ne obremenjujemo družinskih zdravnikov po nepotrebnem, ki so danes, kot vemo, zaradi vsega, kar v Sloveniji poteka, tudi zaradi hitrega antigenskega testiranja, izredno obremenjeni. Hvala lepa.